Dober dan. V soboto bomo praznovali drugo obletnico mandata 15. slovenske vlade, ki jo vodi dr. Robert Golob. Poleg njega sta danes z nami še predstavnika preostalih dveh koalicijskih strank, ministrica za kulturo Asta Vrečko in gospodarski minister Matjaž Han. Dober dan vsem trem sogovornikom. Predsednika. Pa koordinatorka Levice. Ja. Tako da izvolite, gospod predsednik vlade in Gibanja Svobode, beseda je vaša. Kaj je vlada naredila v 2 letih? Izvolite. Lep pozdrav vsem. Vse lepo pozdravljam ob drugi obletnici naše vlade. Vlade, ki jo sestavlja koalicija Gibanja Svobode, SD-ja in pa Levice. 3 strank, ki so si po svetovno-nazorskih pogledih zelo podobne. Včasih imamo različne poglede, kakšen cilj, ki je skupen, uresničiti, ampak na koncu vedno najdemo skupen jezik. Zato je delo v vladi predano in trdo, dostikrat se smejemo, včasih se tudi kaj skrehamo med seboj, ampak tisto, kar šteje, je, da so vsi dosežki skupni. Delamo kot ekipa in na naše rezultate smo skupaj ponosni. Ne glede na to, kateremu od ministrstev je naloga bila zaupana in kdo je rezultat realiziral. Na koncu je to rezultat vlade. V filmu prej ste mogoče videli, da razmere, v katerih se ta vlada dejansko upravlja z Republiko Slovenijo, niso bile naklonjene vladi sami. Srečali smo se s krizo takoj po ukrajinski vojni, po energetski krizi, inflaciji, na koncu celo s katastrofalnimi poplavami, ampak danes ne bom govoril o nič o tem. Govoril bom o tem, da smo ne glede na razmere opravljali svojo nalogo in dolžnost vsem srcem. In da rezultati, kot jih lahko vidite za menoj, v resnici temu tudi pritrjujejo. Gospodarska rast v Sloveniji je med najvišjimi v Evropski uniji. Inflacija se je spustila iz 10% na 3% in je obvladljiva. In brezposelnost je rekordno nizka. Še nikoli do sedaj Slovenija ni imela toliko delovno aktivnih, kot jih ima prav v obdobju te vlade. In najlepše, noben od teh trendov se ne zaustavlja. Vsi ti trendi nadaljujejo tudi v prvem četrtletju letos in v aprilu in v maju s pozitivnim razvojem. Dostikrat imamo vtis, da mogoče vse to, vsi ti uspehi, grejo na račun gospodarstva. Mi se pa zavedamo od prvega dne, da ne more biti blaginje, niti ne socialne države, če ne gre gospodarstvo dobro. In graf za menoj jasno pove, kakšni so dobički gospodarstva. Kljub vsem tem dosežkom, tudi na sociali, ki bom kasneje prikazal, so dobički konstantno v porastu. In v lanskem letu so bili rekordni, še nikoli v zgodovini Slovenije do zdaj tako visoki, tudi v gospodarstvu. To nakazuje, da ukrepi, ki jih sprejemamo, v resnici pomagajo gospodarstvu, da se v Sloveniji razvija in da v Sloveniji tudi preko plačevanja davkov omogoča socialno državo. In pri temu zagotovo nismo pozabili na socialno državo, ravno obratno. V času te vlade so se rekordno dvignile tako zagotovljena pokojnina, kot tudi minimalna plača, ker vemo, da moramo omogočiti dostojanstveno življenje vsakomur in ne samo nekaterim izbrancem. Zato smo na ta socialno komponento naših dosežkov še posebej ponosni. In ponavljam, ni šla na račun uspešnosti gospodarstva. Tako da, kombinacija obojega iskanja ravnotežja med socialno državo in razvojno prebojnostjo gospodarstva je načelo, ki se ga bomo držali tudi v nadaljevanju tega mandata in v naslednjem mandatu. Zakaj poudarjam naslednji mandat? Zato, ker vrsta ukrepov, ki jih izvajamo, v resnici bo dajala rezultate šele v naslednjem mandatu. Mi smo šli namenoma in načrtno v izrazito povečevanje sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, ker je to edini ključ do tega, da bomo gradili naš razvoj na družbi znanja. Zato smo iz 300 milijonov v letu 2022 dvignili ta sredstva na več kot 500 milijonov v prihodnem letu. In s tem trendom bomo nadaljevali. Samo investicije v znanje nas lahko pripeljejo v višjo dodano vrednost in tudi višji standard za vse. In kot zanimivost, vsem tem seveda nismo pozabili na razvoj osnovne infrastrukture in ta vlada je kohezijska sredstva iz preteklega obdobja uspešno počrpala, v resnici več kot 100%, ker je še dodala nekaj svojih sredstev zraven, ampak vsa sredstva so bila v celoti počrpana. Tudi s tem smo se uvrstili med najuspešnejše evropske države pri
učinkovitosti črpanja evropskih sredstev. Superlativi, ki jih marsikdo prezre, zato ker je opozicija tista, ki številkami manipulira. Številke za mojim hrbtom niso nastale ne na vladi, niti niso nastale v kateri od političnih strank. Gre za številke, ki so potrjene na mednarodnih nivojih in verificirane strani mednarodnih inštitucij in ki so tudi edine resnične. Ampak ta vlada ni zmagala volitev pred 2 leti, ker bi obljubljala gospodarski razcvet, čeprav smo ga v resnici omogočili. Ta vlada je zmagala na volitvah pred 2 leti, ker je obljubljala, da bo prekinila s praksami, ki smo jim bili priča. Ker je obljubila normalizacijo odnosov. In to je nekaj, kar hitro pozabimo, hitro se na to navadimo, da se normalizacija pa sama po sebi dejansko pomeni, da je to nekaj normalnega, pa žal. Glavni pretendenti, glavna opozicija, tudi danes še vedno vztraja na istih načelih, na načelih, ki jih mi zavračamo. Vztraja na tem, da ni vladavine prava v Sloveniji, vztraja na tem, da medijske svobode ni, vztraja na tem, da je treba kompletno spremeniti krajino, ki se ji reče demokratični ustroj države. Jaz sem se o tem lahko včeraj prepričal v neposrednem pogovoru na eni od televizij, ne bom imenoval, ker ne bom delal reklame, vsi veste, zakaj gre. Dajte si ogledati posnetek in boste videli razliko v temeljnih vrednotah. Tega, kaj nas čaka, če pride na oblast druga opcija. Mislim, da je res vredno ogleda. Ne glede na to, ali se vam všeč ali ne. Jaz osebno. Vrednote so tiste, ki štejejo, ne osebni vtis. In ponosen sem, da danes lahko, ne samo v Sloveniji, govorimo o tem, da živimo v demokratični družbi, kjer lahko vsak protestira in proti nikomor ne uporabljamo ne policije, še manj vodnega topa ali solzivca. Ponosen sem, da danes velja vladavina prava za vse, tako za navadnega državljana, kot za politike. Ni važno, s katere stranke ali s katere strani oblasti prihaja. Vladavina prava velja za vse enako. In ponosen sem, da velja svoboda medijev. Danes so vsi z mediji svobodni. Vsak lahko poljubno piše in kritizira svojo in razmišlja svojo glavo. In tako bo tudi ostalo. In prav je tako. Ker to so tiste vrednote, zaradi katerih smo šli na volitve, zaradi katerih smo se povezali v koalicijo in naša temeljna obljuba vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. Ampak, kot rečeno, imeli smo dosti preizkušenj zunanjih okoliščin, na katere nismo mogli vplivati, in imeli smo državo, ki jo je bilo treba spraviti v normalne okvire. Pa smo kljub temu sprejeli nase še večjo zavezo, da bomo družbo reformirali v njenih temeljih. Imeli smo in še danes imamo pogum, da te reforme nismo zaustavili. Ravno obratno, te reforme izvajamo. O njih manj govorimo, ampak jih pa izvajamo. In točno to, da nismo zaustavili ne priprav na pokojninsko reformo, ne na plačno reformo, ne na davčno ali zdravstveno, je tisto, kar nas žene naprej. In to je točno tisto, zakaj sem jaz prepričan, da bomo naslednji mandat lahko dobili. Ker se bodo vmes pokazali rezultati, da smo pogum ohranili in da smo s trdim delom dejansko Slovenijo preobrazili. Na današnji seji vlade smo sprejeli, izpolnili. Na današnji seji vlade smo izpolnili 3 zelo pomembne zaveze. 2 sta koalicijski, 1 je pa civilizacijska. Danes smo obravnavali prvi paket davčnih sprememb, ki je usmerjen izključno v dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva. Danes smo obravnavali spremembe na področju zdravstvene dejavnosti. V tem področju smo danes dobesedno potrdili izhodišča, ki bodo pomenila revolucijo v našem javnem zdravstvenem sistemu. Po dolgih desetletjih smo se odločili, da bomo jasno in enkrat za vselej razmejili delovanje zasebnega in javnega. Zasebnega in državnega. To ne pomeni, da smo proti zasebnemu ali proti državnemu. Ravno obratno. Podpiramo oba stebra zdravstvenega sistema. Ne bomo pa dovolili popolnoma nespodobnega mešanja in prepletanja, kot smo bili priča v preteklih 20 letih. Prepričani smo, da s tem, ko bomo to prepletanje prekinili, bomo zaustavili tudi razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Sporedno s tem smo sprejeli tudi izhodišče za to, da na kakšen način delavce, ki delajo v javnih zdravstvenih ustanovah, dodatno motivirati, dodatno nagraditi za njihovo delo preko rednega delovnega časa. Na ta način želimo doseči, da bodo tisti, ki imajo željo po dodatnem delu,
z namenom skrajševanja čakalnih vrst, bodo zato motivirani in lahko tudi nagrajeni. In kot vzporedno s tem, sprejeli smo tudi izhodišča, da bomo prepovedali trgovanje s koncesijami. Koncesije bodo postale posamične, individualne, na nosilca zdravstvene dejavnosti in samo nosilec zdravstvene dejavnosti bo lahko ta koncesijo tudi upravljal. Preprodajanje koncesije pripeljalo v situacijo, da se danes te kopičijo v privatnih rokah in nimajo nobene zveze več za zdravstvene dejavnosti, ampak samo še s čistim poslovnimi odnosi. Jaz sem prepričan, da bodo te spremembe v zdravstvu, vključno s temi, ki so že bile izpeljane, kot je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in vključno s temi, ki prihajajo, kot so digitalizacija, kakovost in spremembe na področju zdravstvene blagajne, da bo vse skupaj, čeprav jih ne izvajamo istočasno, ampak zaporedno, pripeljala do korenitih sprememb v našem javnem zdravstvenem sistemu. In da bomo lahko tudi na podlagi tega še naprej ponosni na javni zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji, tudi takrat, ko ga predstavljamo v tujini. In čisto za konec, tema, ki je še zelo daleč od nepomembne, zato sem jo prišparal za na konc. Danes se je vlada odločila in je sprejela sklep, da prizna republiko, jaz sem opravičil, bom šel še enkrat, ker žal še ni republika. Danes je vlada sprejela odločitev, da prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo v mejah, ki jih določa Resolucija Združenih narodov, govorimo o mejah 1967, oziroma v mejah, ki bi jih vpletene strani dogovorile v bodočem mirovnem sporazumu. Ta odločitev ima eno sporočilo. Sporočilo obem stranem, da želimo čim prejšnje in takojšnje prekinitev spopadov in da želimo čim prejšnje, takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev. To sporočilo priznanja ni usmerjeno proti nikomur, niti proti državi Izrael. To je sporočilo miru. Verjamemo, da je danes nastopil trenutek, ko moramo vsi, cel svet, delovati samo v eni smeri. V smeri, ki prinaša trajni mir na Bližnjem vzhodu. In to je v smeri dveh držav. Pričakujem, da bodo v naslednjih mesecih ne samo zahodne države priznale pravico palestinskemu narodu do samoodločbe in palestinsko državo, ampak da bodo tudi arabske države priznale pravico Izraelu do obstoja, ker je edina pot do miru pot dveh držav. To pomeni priznanje obeh. Na eni strani Palestine, na drugi strani Izraela. Jaz si želim, da je današnje dejanje slovenske vlade zgled vsem pri tem, da na to pot, ki bo še dolga in naporna, vstopimo polni poguma in vstopimo polni predanosti človečnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je minister Matjaž Han, izvolite. Hvala lepa za besedo. Se opravičujem, ker bom pred Asto, ampak tako je pač koalicijska vrsta. Najprej dovolite mi, da po 2 letih, odkar ministrujem, se zahvalim vsem zaposlenim, karkoli delajo dobrega, ker brez dobrih zaposlenih tudi te rezultate, ki jih je predsednik ta moment povedal, ne bi mogli narediti. Tako da resnična hvala za vso dobro postorjeno delo in veliko dela dobrega je bilo postorjenega, kar je povedal že predsednik. Mogoče se bom pri kakšnem podatku ponavljal, ampak mislim, da je prav tudi zaradi javnosti, da vendarle se na nek način ustvari neko mnenje, da ta vlada je naredila veliko dobrih stvari v zelo zahtevnih časih. Zdaj veste, Socialni demokrati smo, če se športno izrazim, zamenjali kapetana v polčasu, ampak ta kapetan seveda bo deloval tukaj, kot je prejšnja kapetanca, v dobrobit države in predvsem v sodelovanju z obedvema koalicijskima partnerja, zato da državljankam in državljanom Republike Slovenije na nek način pomagamo na tej poti. Res je, da kjerkoli od nas zabije gol, more drugih 10 igralcev, če se po nogometno izrazimo, delati. Na koncu moramo biti zmagovalci vsi. In tudi moje mišljenje in moj pogled na to koalicijo, na razmišljanje gre v to smer. Zmagamo lahko kot ekipa, ki, bom rekel, zabija gole. Tako da, seveda, cela vlada jasno izpolnjujemo na nek način naše obljube, ki smo jih dali pred 2 leti in pa tudi večina od naših strank pred volitvami. Govorimo, kar se tiče stanovanjske politike, delamo prve korake in bodo seveda do konca mandata vidni.
Naredili smo, kar se tiče dobre odnose z jedrnimi državami Evrope. Slovenija je prepoznavna v Evropi kot država, ki je suverena, ki ima, bom rekel, svoje ideje, svoje poglede in nismo nobeno nič dolžni in zato lahko sprejmemo tudi to, kar je rekel danes predsednik, takšne ukrepe s ponosom in z vso samozavestjo. Znamo, na nek način smo naredili kar nekaj ukrepov, ki so rezultati, ki jih je predsednik vlade povedal, kar se tiče gospodarske rasti. Seveda, po črto, ko ocenjujem, kar smo naredili v 2 letih, smo lahko zadovoljni. Slišimo pa vse kritike, vse, bom rekel, na nek način težave, ki jih imajo ljudje in na koncu cela družba in imamo še veliko prostora za izboljšave. In te izboljšave bomo lahko v naslednjih 2 letih tudi naredili. Čaka nas pa v naslednjih 2 letih, za moje pojme, to je naša skupna ocena ali pa seveda, da naredimo nekaj več na stanovanjski problematiki. Vesel sem, da verjamem, da bomo prišli nazaj na socialni dialog, ki je ključen, da sprejmemo pomembne odločitve za državljanke in državljane. Tudi to je terjal napor in tle moram reči, da je Luka Mesec naredil veliko delo, kar se tiče socialnega dialoga. Pogovoriti se bomo mogli tudi o davčni reformi, kakšno državo želimo na nek način imeti. Pomembno bo seveda krepiti mrežo javnega zdravstva še naprej, današnja izhodišča grejo v to smer, kar si seveda vse 3 stranke na nek način želimo. Močno javno zdravstvo, ki je pomembno za to, da lahko družba normalno funkcionira. Seveda brez pravičnega zelenega prehoda ne bo šlo, ampak to nam bo omogočilo tudi kar veliko sredstev iz, bom rekel, Evrope in jaz verjamem, da lahko tle uspemo. S tem bomo na nek način lahko se borili tudi proti draginji in pa seveda pomembno je krepitev vlaganj v raziskave in razvoj. Zdaj, kjerkoli od teh ukrepov ali pa segmentov, ki sem jih naštel, bi lahko postavil na prvo mesto, ni pomembno, vsi so pomembni, da jih sprejmemo v naslednjih 2 letih. Zato jaz osebno in tudi, bom rekel, stranka, v kateri sem jaz, stojimo in cela vlada stoji na strani ljudi in delamo vse ukrepe zaradi ljudi. In to mislim, da dokaj uspešno. Zdaj, marsikatero rešitev, ki smo jo naredili zato, ker smo jo izvedli z tesnim sodelovanjem med ljudmi. Cela vlada je na nek način dnevno med ljudmi na terenu in jih seveda slišimo in tudi s tem imamo ta socialni dialog konstantno odprt. Mi ga moramo v bistvu socialni dialog samo še na nek način formulirati za mizo in verjamem, da nam bo to na nek način uspelo. Upam, da mi je nov predsednik zameril, ampak jaz sem bil v zadnjih 2 letih na 350 dogodkih po državi. Res je, ne kot predsednik stranke, pa kot resorni minister. Zmeraj sem imel podporo predsednika vlade in te obiski so nam na nek način omogočili, da na nek način slišimo to, kar so na nek način problemi. Predvsem pa ne, da jih samo slišimo, da jih tudi razumemo. Ker če ne razumeš problema, ga težko tudi potem na nek način rešiš. Jaz se zavedam, da dobro delujoče gospodarstvo na nek način je osnova za dobrobit zaposlenih, njihovih družin, za dobro socialno državo, za dobro javne sisteme, na šolstvo, na zdravstvo, na sociali in tako naprej. In zato sem vesel, ko vidim vse te rezultate in te grafe, ki grejo, bom rekel, samo navzgor. In eno stvar vam moram povedati, če kdo misli, da so te grafi nastali same od sebe, se žal moti. In bom kar nekaj številk povedal, zakaj temu ni tako. Ta vlada je, ko smo prišli na vladanje, smo dobili takoj energetsko krizo, poplave, ukrajinska vojna in začeli so se problemi. Ampak mi smo v energetski krizi, takrat smo seveda z gospodom ministrom Kumrom bila dnevno z gospodarstvom, namenili več kot 700 milijonov evrov za na nek način ta del, se pravi za energetski del. Nepovratnih sredstev smo namenili več kot 300 milijonov evrov.
Potem pa smo seveda različna ministrstva, samo naše ministrstvo prek SID-a pa prek SPS-a imeli še kar veliko teh nepovratnih sredstev. In vsa ta sredstva, ki smo jih na nek način na hitro razdelili, če temu lahko tako rečem, rezultirajo današnje rezultate. Tudi na področju reševanja, kar se tiče poplav, to moram reči, mi smo že včeraj dali prve odločbe ven za 32 podjetij v vrednosti 25 milijonov evrov, ker smo pa prej že avans izplačali 12 milijonov evrov, smo izplačali 36 milijonov. To nam je omogočilo sodelovanje med vsemi resorji in smo lahko že začeli izplačevati. In to upam, da bodo tudi ljudje in gospodarstvo znali ceniti. Zdaj, podprli smo, zato govorim za teh številk, 1269 razvojnih projektov podjetij v teh 2 letih. V skupni vrednosti 600 milijonov evrov. Tako da ta vlada razume, kaj je potrebno narediti in jaz moram reči, da sem zadovoljen. In še eno stvar bi vendarle rad rekel, da usklajevanje tudi s predsednikom vlade na nek način gre relativno zelo hiter in tukaj se ne ustavljamo in zadeve rešujemo, kar se da. Zdaj, kar se tiče samih naložb, ko vsi govorijo, da Slovenija ni na nek način investicijsko zanimiva, kakorkoli, pa moram povedati najprej, zadnje poročilo Nemške gospodarske zbornice je, da se je ta graf, kjer govori, kaj bi nemška podjetja rada želela in kako se je povečal, da so absolutno zadovoljni za slovenskim, bom rekel, davčnim in gospodarskim sistemom in se zaupanje v Slovenijo povečuje. Ampak seveda tega ne bo v medijih, ampak to se mi zdi ključen pogoj. Drugo, Novartis, Sandoz, samo te dva bosta v Slovenijo v naslednjih letih investirali 990 milijonov evrov. Yaskawa, včeraj smo otvorili Henkel. To so vse, bom rekel, razvojni projekti, kjer se akumulira naše znanje, država participira, vlada participira s sredstvi in Slovenija ratuje zanimiva zgodba za razvojne RRA-je, bom rekel, kar se tiče evropskih največjih firm. Krepimo, se mogoče smejali, vesoljski sektor. Ravno danes smo na vladi sprejeli, bom rekel, da gremo v polnopravno članstvo ESE. Ne vem, če bomo uspešni, jaz upam, da bo predsednik kmalu podpisal, da smo postali polnopravni člani ESE. Če nam to uspe, mogoče za, ne vem, enega ne bo to noben podatek, ampak verjamete mi, to bo en večjih dosežkov te vlade, ker bomo s tem na nek način omogočili našim start-upom, našim uspešnim podjetjem, bom rekel, da se priključijo v to zgodbo in bomo nekje celo vodilni, da bomo ustvarjali novo dodano vrednost. In jaz se kot Evropejci in tudi Slovenci želim, da se evropska industrija počasi vrne nazaj iz Amerike, iz Kitajske, tudi na ta način, da ne bomo postali muzej na prostem, tako kot se zdaj dogaja, in da bo Evropa, bom rekel, zopet tista velesila, ki ne bo stopicala za konkurenčnost za Kitajsko in za Ameriko. Zdaj, če se dotaknem samo športa, ta vlada je športu vrnila tisto, kar so nekateri 30 let obljubljali. Če kje smo lahko na športu, na športnike naše neizmerno ponosni in vlada je v tem letu namenila 45 milijonov evrov za šport. To je v 2 letih za 29% več, kot je bilo prej vseh sredstev in rezultati se že vidijo. Tako da seveda vemo, kaj moramo tudi narediti naprej. Mi bomo se še naprej ukvarjali vlada z akcijskim načrtom za konkurenčnost, ker seveda želimo, da bo država inovativna, trajnostno naravnana in da bomo dvignili tisto dodano vrednost, ki pa se je že dvignila v 2 letih iz, mislim, da je 55 na 61 tisoč evrov povprečja in to so vse rezultati, s katerim smo lahko na nek način zadovoljni. Rekordna brezposelnost, mislim, da je, pa ne vem, zadnji podatek, ampak mislim, da je 39 tisoč ljudi na Zavodu za zaposlovanje. Jaz se spomnim, ki je bilo leta 2013 več kot 130 tisoč ljudi na Zavodu.
in danes je v tej Sloveniji več kot milijon ljudi zaposlenih. Tako da po napovedih smo dosegli tukaj, ki je bilo napisano 2,3% gospodarska rast in smo seveda absolutno nad povprečjem Evrope. Inflacijo pa, zdaj jaz imam podatek, predsednik, ne vem, kje smo napisali 2,7, tam je bilo 3,1, ne vem, kje je še boljše, tako da, ampak inflacijo smo ukrotili, iz 10% smo padli na v bistvu na to, kar si na nek način želimo. Sej, tisti, ki ste ekonomsko znani, imate malo inflacije, je to dobro, da je. In seveda aprila se je tudi izboljšala po Sursovih podatkih klima v gospodarstvu. 100% smo izkoristili evropskih sredstev, na kohezijskih sredstev iz leta 2014 in 2020. In moram reči, že nas Sandi, minister, je to oddelal dobro, seveda, kot sem že rekel, z ekipa, če eden zabije, mora druga ekipa v ozadju delati. Ampak, in tu smo drugi v Evropi. Pozabili smo, da smo dobili 400 milijonov evrov sredstev solidarnostnega sklada za poplave. Niso prišle slučajno dol, za vse to smo mogli na nek način narediti in ocene, izpolniti vse pogoje. Vi veste, da denarja v Evropi na tem področju ni, kakor bi si ga želeli, ampak država je že 100 milijonov dobila, še 300 jih dobi mislim, da naslednji polovici letošnjega leta oziroma naslednjega leta in bomo lahko na nek način sanirali tisto, kar smo obljubili. Slovenija ima seveda tudi nove projekte. Lani smo decembra smo uskladili programe Evropske kohezijske politike za leto 2021-2027, 3,3 milijarde evrov bo za to namenjeno. 5 ciljev politik imamo, od tega tudi 2 prehoda teh premogovnih regij, se veste, Zasavska pa Šaleška in 600 milijonov evrov pa smo na nek način že počrpali. Zdaj, tudi okoli pravosodja, vem, smo naredili kar nekaj stvari. V bistvu je ta vlada zagotovila normalno delovanje ministrstva v zahtevnih okoliščinah. Vsi poznamo to zgodbo, da ne bi zdaj ponavljal, ampak ne glede na to, če sam izvzamem, zaščitili smo prijavitelje glede žvižgačev v javnem in zasebnem sektorju, ukrepili smo varovanje osebnih podatkov. Če se spomnite, to, kar je rekel predsednik, ta vlada je prišla in je spremenila, bom rekel, razmišljanje, vrnili smo tiste COVID izrečene globe, ki so bile izrečene v prejšnji vladi, tudi to se je v bistvu naredili in lahko bi še našteval, ampak in vemo tudi, kam moramo tudi na tem področju iti naprej. Zdaj, na koncu bi vendarle samo še rekel, okoli zunanje politike, tudi jaz sem zadovoljen, kar smo danes sprejeli glede Palestine. Jaz ne bi tle dodal nobenega stavka, ker absolutno to ni potrebno, ker te stvari lahko naredimo zelo, bom rekel, odmerjeno, dostojanstveno, predvsem pa v smislu res tega, kar si vsi verjetno želimo, da bo na tem našem planetu enkrat mir, pa nisem mislica, ampak tega si res želim. Ampak to je za moje pojme drugi največja zgodba zunanje politike, kar se tiče te vlade. Prva, ki je pa šla že kar mimo, je pa seveda, da smo postali nestalna članica Varnostnega sveta. Mogoče se katerim zdaj, da je to bilo samoumevno, ampak ministri, jaz moram reči, jaz ne, ker nisem bil toliko vpet v to, ampak vsi ministri so takrat tisto leto šli po celem svetu in pregovarjali, bom rekel, člane za glasovanje in glasovanje, mislim, da je bilo, me bo verjetno Vojko popravil, 153 članov Varnostnega sveta je glasovalo za Slovenijo. Slovenija, dragi moji, nas je 2 milijona, ampak mi igramo pomembno vlogo v svetu. Zdaj, jaz sem še veliko napisan, jaz bi se lahko še veliko hvalil, se ne bom. Ampak še enkrat, ker ne moram biti daleko predsednik. Jaz mislim, da smo na pravi poti, potrebujemo razumevanje, v spoštovanje pa jaz osebno kot Matjaž Han verjamem. Hvala lepa.
Hvala lepa in še ministrica Asta Vrečko, izvolite. Pozdravljeni, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot veste, je bila Levica 2 mandata v opoziciji. Vstopili smo v to vlado zaradi jasne zaveze, ker si želimo izboljšati položaj ljudi. In koalicija, ki je nastala po volitvah leta 2022, je koalicija, ki je pripravljena, dela in zmore premakniti družbo na bolje. To je koalicija, v kateri pravzaprav resnično delujemo drug z drugim, se poslušamo, seveda se tudi marsikdaj ne strinjamo, ampak verjamemo v iskanje kompromisov, ki bo prineslo družbo blaginje. Treba pa je vedeti, in na danes se morda še nismo na to spomnili, da družba in predvsem politika, ki smo jo prevzeli leta 2022, je bila popolnoma v razsulu. Že samo 2 leti prejšnje vlade, ki so bili usmerjeni na kršenje človekovih pravic, uničevanje socialne države, diskreditacijo drugače mislečih in pa seveda tudi kršenja svobode medijev, ni bila tista politična krajina, ki bi dajala neko idealno izhodiščno točko. In ravno zaradi tega je bil tudi prvi del, vsaj prvi meseci, da ne rečem leto našega mandata, usmerjen tudi v to, da smo mnoge izmed že priborjenih pravic, izmed že stvari, ki so bile narejene in tudi predvsem iz porušenega dialoga in pa zrušenega zaupanja ljudi do politike vzpostavili nazaj. In v Levici smo prevzeli tiste 3 resorje kot sicer najmanjša koalicijska partnerica, ampak prevzeli tiste resorje, ki so za nas predstavljali neko naše jedro, bistvo in na katerih smo čutili, da lahko uresničimo naše najpomembnejše ukrepe. To so tako področje socialne varnosti, dolgotrajne oskrbe, varne starosti, kulture, svobode medijev in pa seveda delavskih pravic. Na vseh teh področjih, če pogledamo nazaj, lahko rečemo, da smo naredili v 2 letih kar nekaj pomembnih korakov naprej. Tako iz vidika zakonodaje, ki se je novelirala ali sprejemala na novo. Tukaj naj omenim seveda zakon o delovnih razmerjih, ki je dal zaščito tako predstavnikom, delavcem, nudi pravico do odklopa in pa druge pomembne dosežke, tudi dosežene v občasno zahtevnem socialnem dialogu, pa potem dvig minimalne plače v zadnjih 2 letih, ki je kar 180 evrov bruto. To je zelo pomemben dvig, če vemo, da znaša minimalna plača neto 902 evra, torej bruto 1279 evrov. Tako da potem pomembno je seveda za starostnike, za tiste, ki so v pokoju, tako na eni strani sistemska varnost in to predstavlja zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga v Levici in v naši vladi na nek način morali spremeniti, saj smo ga dobili povsem brez urejenega sistemskega vira, brez načrta, kako pravzaprav interpelirati to, kar je bilo napisani, in nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli, resnično nudi vse nastavke za to, da se bo sistem spremenil in omogočil ljudem varno starost. Tukaj seveda smo tudi z stabilnim virom financiranja k temu pripomogli in 70 000 ljudi lahko sedaj računa na ukrepe iz tega zakona. Po drugi strani pa je bil tudi dvignjena pokojnina 8,8%, kar je največji dvig pokojnin po letu 1995.
Na področju kulture, ki je seveda tako za našo vlado kot za stranko bistvena, smo naredili marsikaj. Vsi vemo, da je kultura še ena izmed tistih področij, ki je bila pogosto marginalizirana, ni bila v ospredju politike, tudi ministri so se zelo pogosto menjevali in tako je pravzaprav to povsem zanemarjeno, tudi sistemsko zanemarjeno področje končno dobilo po vseh teh letih pravo veljavo. Na eni strani seveda govorimo o spremembah zakonodaje, tudi na področju medijev, vsi trije zakoni se spreminjajo, marsikaj je bilo že sprejetega, tako na varovanje slovenskega jezika kot številne investicije na čelu seveda z Dramo, kjer je prav podpora celotne vlade omogočila, da delamo najpomembnejšo investicijo v javno kulturno infrastrukturo v samostojni Sloveniji. Po drugi strani seveda je Evropska prestolnica kulture še enkrat, ko smo prišli, prevzeli ministrstvo, nastopili z mandatom naše vlade, nas je čakalo precej neprijetnih presenečenj. Ta je bil eden izmed njih, ni bilo podpisane pogodbe, nezagotovljenih sredstev v proračunu. In zaradi tega mi seveda skrbimo, odlično sodelujemo z tako občino, zavodom Evropske prestolnice kulture in podpiramo, da je kultura tudi tisti glas, tako kot športnikov, inovacij, raziskovalcev, znanstvenikov, tisti glas, ki ponese ime Slovenije po svetu in krepi solidarnost ljudi doma, povezuje skupnosti in seveda nam omogoča boljše življenje. Nenazadnje pa se moram dotakniti še ene prioritetne točke naše koalicije, ki se tiče tudi Ministrstva za solidarno prihodnost, gre pa seveda za pomembno našo skupno zavezo in to je, da bomo uredili področje stanovanj. Področje stanovanj absolutno ni imelo v zadnjih 30 letih nobene politične podpore. Podpora je bila gradnji turističnim objektom ali pa za potrebe luksuznih stanovanj, investicij kapitalskih, ne pa za potrebe ljudi, za potrebe javnih stanovanj, neprofitnih stanovanj, za gradnjo najemnih stanovanj. Tukaj delamo na prav vseh področjih skupaj, zato da bo v naslednjih letih lahko se dejansko stanovanjski trg uredil, da si bodo ljudje lahko privoščili in normalno živeli v stanovanjih in tudi zato, da bo ta dolgoročno vzpostavljala seveda kvalitetno bivanje. Pravica do kvalitetnega bivanja pa je tudi človekova pravica. In tukaj imamo načrt in lani je bila okrepitev stanovanjskega sklada s 25 milijoni, spet rekordno, prav tako temu sledimo letos. V naslednjih letih do konca mandata ter potem do 2030 pa bodo še dodatni ukrepi na tem področju. In zagotovim lahko, da bo do leta 2030 zgrajenih 20.000 stanovanj, tako da do konca mandata, kot obljubljeno in potem naprej, če bo naša koalicija svojo pot tudi nadaljevala, bomo tudi svoje delo na področju stanovanjske politike še krepili. In seveda je kar precej o tem, kar sem govorila, so stvari, ki terjajo čas, so stvari, ki so bile zanemarjene, zakonsko, sistemsko in zaradi tega je treba ob polovici mandata poudariti in pogledati predvsem tiste stvari, na katere smo že naredili in pod njimi potegniti črto, se seveda zavedati tega, kar je še pred nami in ob tem tudi zavezati, da bomo do konca mandata lahko uresničili naše koalicijske zaveze. V Levici seveda zelo dobro, tako kot ministri, kot tudi poslanske skupine in stranke sodelujemo z vsemi ministri, drugimi resorji, ki so zelo pomembni in prav to medresorsko sodelovanje, mislim, da je tisto, česar je bilo v preteklih letih absolutno premalo in je nekaj, kar je
pot do tega, da pridemo v družbo razvoja in nam omogoči boljše ukrepe. In tukaj seveda kot prvo moram pa danes tudi sama poudariti, poleg tega, kar je že omenil predsednik, ukrepov in izhodišč, ki so bili sprejeti na področju davkov, pa seveda izjemno pomembna krepitve javnega zdravstva. Javno zdravstvo je nekaj, kar nam je vsem blizu kot ljudem in seveda nekaj, kar je zelo pomembno v naših programih in naši koalicijski pogodbi. In zato sem vesela, da smo zbrali pogum in odločnost, da smo stopili na to pot, zagrizli v to jabolko, čeprav seveda je tukaj vmes še nekaj korakov, ki mislim, da so vsi premostljivi. In druga stvar, danes na vladi smo sprejeli tako izhodišča tudi za strategijo za odpravo prekernosti. Še ena tema, zelo pomembna tema, zlasti za mlade. 10 let je tukaj, več kot 10 let po gospodarski krizi in z ZUJF-om, te stvari so se zelo utkale v našo družbo in pa tudi resolucija o nacionalnem programu za kulturo, ki kaže smernice naše države na področju kulture dalje. Najpomembnejše simbolno dejanje danes pa je gotovo priznanje Palestine. Kot članica Levice, kot njena koordinatorica, kot človek, kot Evropejka, Slovenka, kot nekdo, ki si je zavzemal za to in tudi naša stranka, politika, civilna družba, mnogo let sem ponosna, da sem del koalicije, ki je zbrala pogum in odločnost, da je priznala Palestino kot suvereno in neodvisno državo, da je dala podporo palestinskemu ljudstvu, trpljenjem ljudi, otrok in tudi izvajanjem genocida v Gazi. In zaradi tega to niso enostavne odločitve, ampak do teh odločitev smo prišli skupaj in na njih smo lahko ponosni. Seveda pa je naša država, ne glede na to, da se zdi majhna po številu prebivalcev, je zelo velika. Tudi te dosežki vlade pričajo o tem, predvsem pa dosežki državljanov in državljank. In tukaj pa verjamem, da bo Slovenija zastavila svoj mednarodni ugled, svoj glas, ki ga v mednarodni skupnosti ima, za iskanje dolgotrajnega miru na svetu, predvsem pa tukaj za začetek mirovnih pogajanj. Tako da zaključila bi seveda z besedami, da gotovo si predstavljam, da bo država precej drugačna in v mnogo, mnogo boljšem stanju je že zdaj, kaj tudi bo ob koncu mandata, kot smo jo mi prevzeli. Tudi v naši stranki, kot koalicijskem partnerju, smo sodelovanjem v vladi zadovoljni in prizadevamo si skupaj za zeleni prehod in za družbo blaginje. In zato se vam seveda ob tej priložnosti 2 letih mandata te vlade zahvaljujem tudi vsem državljanom in državljankam za vašo podporo in sodelovanje pri iskanju najboljših rešitev. Hvala lepa. Na vrsti so novinarska vprašanja. Gašper Lubej se je že prijavil v besedi, Al Jazeera, potem pa bo Gregor Drnovšek. Lep pozdrav, Gašper Lubej, Al Jazeera Balkan. Gospod premier, kdaj pričakujete, da bo postavljena ta pika na i, se pravi dokončno priznanje v parlamentu, in kako odgovarjate na kritike opozicije, da gre za tipično predvoljeno potezo? Hvala lepa. Glede na trpljenje, ki ga spremljamo dobesedno v živo, že več mesecev iz Gaze, je danes nabiranje političnih točk ali pa sploh sproženje to kot notranje politične razprave povsem sprevržno. Slovenija je o tem, da bo Palestino priznala, govori že najmanj od februarja. Z enim glasom. Res pa je, da smo takrat povedali v dogovoru z našimi zavezniki, da bomo počakali, da bo to priznanje imelo največji možni učinek. Še danes stojimo za tem. Vemo iz prve roke,
tako sam kot tudi zunanja ministrica, kako je narasel ugled Slovenije v mednarodni skupnosti zaradi jasnega stališča do priznanja Slovenije. Celoten svet, vse tiste države, ki so nas podpirale pri izvolitvi v nestalno članstvo Združenih narodov, so danes popolnoma prepričane, da so ravnale pravilno in nam to povejo ob vsaki priložnosti. In isto naredi tudi generalni sekretar Združenih narodov. To je največje priznanje temu, da je naša politika konsistentna na tem področju, premišljena in tudi pravočasna. Kaj je bilo prvo vprašanje? Torek. Pika na i, parlament. Torek bo v parlamentu. Parlamentarna procedura se bo sprožila po napovedih v torek. Parlamentarna procedura obvladuje parlament. Zato težko napovedujem, kdaj se bo zaključila. Želimo si, da se zaključi čim prej. Želimo si, da se zaključi z aklamacijo, da na to temo ni nasprotovan, zato ker gre za civilizacijski dolg, ki ga imamo palestinskemu narodu. Ne samo zaradi današnjega trpljenja, ki ga lahko spremljamo, ne samo zato, da damo sporočilo tudi Izraelu, naj preneha z napadi, ampak predvsem zato, ker je Palestina, za tisti, ki tega ne veste, Slovenijo priznala že pred davnimi več kot 30 leti. In prav Slovenija kot majhna država se mora toliko bolj zavedati, da smo nastali kot samostojna država na pravici do samoodločbe naroda. Nobene pravice nimamo, da bi to pravico do samoodločbe odpovedovali ali odrekali komurkoli drugemu na svetu. Zato bi morala biti potrditev v parlamentu te vladne odločitve samo še formalnost. In jaz verjamem, da bodo vse stranke zmogle to presojo in se zavedle zgodovinskosti trenutka. Gregor? Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Slišali smo ocena prvega polčasa tega mandata, superlativi, torej iz ust vseh, nisem več rekel, iz vseh treh. Zdaj me pa zanima, vendarle bi želel slišati morda od vseh treh, ampak res zelo na kratko, morda v 3 alinejah. Kje ste pa v teh 2 letih morda nekoliko zaspali ali pa česa niste nekako izpolnili, pa ste si vendarle v koalicijski pogodbi ali pa kako drugače zadali. Prvak opozicije danes je rekel, da ste izpolnili 14% zavez iz koalicijske pogodbe. Iz Nove Slovenije je slišati, da ste v bistvu imeli velik kapital in da je tudi padec za to tako globok, da so ljudje nezadovoljni, da imamo stavkovni val, da imamo stavko zdravnikov, ki traja in traja. Skratka, zdi se, da vsak kljub vsemu, kljub velikim besedam, vendarle gleda na situacijo v tem trenutku zelo po svoje. Edini zares pravilen podatek so številke. Številke, ki jih verificirajo mednarodne inštitucije. Jaz razumem opozicijo, da mora govoriti, da so številke neresnične, ampak so verificirane. To je prvi, najpomembnejši poudarek. Drugi, mi smo ob začetku mandata, mislim, da pri podpisu koalicijske pogodbe zapisali in jasno povedali. Namenoma si zastavljamo cilje, za katere potrebujemo 2 mandata. To govorimo od prvega dne. Vemo, da smo si zastavili cilje, ki se jih ne da v enem mandatu, še manj pa v pol leta ali pa v 2 letih uresničiti. Kljub temu bomo na teh ciljih vztrajali. In če me vprašate, ali sem zadovoljen s dosežki, so področja, kjer grejo stvari hitreje, so področja, kjer grejo stvari počasneje. Največkrat je tempo ni odvisen od naših prizadevanj, še manj volje, ampak je odvisen od moči tistih sil, ki se spremembam upirajo. In verjamte mi, da je teh sil ogromno. Nenazadnje smo tudi mislili, da bomo uspeli RTV osvoboditi politike bistveno hitreje, kot se je kasneje izkazalo, in je trajalo namesto 3 mesecev leto dni. Podobnimi izzivi se srečujemo še kje drugje. So pa področje, kjer grejo stvari hitreje. In številke, po domače razcvet gospodarstva in tudi prenos dela tega razcveta v socialni status ljudi gre pa hitreje od naših pričakovanj in tudi koalicijskih zavez. Tako da, učimo se sproti, učimo se, da bolje je manj govoriti in oznaniti rezultate takrat, ko so narejeni, zato tudi obljub ne bomo dajali, razen te, ki smo dali na začetku. Vse zaveze, ki jih imamo, jih bomo uresničili v 2 mandatih. In jaz sem prepričan, da smo na odlični poti, da do tja tudi pridemo.
Ministrica? Ja, v Levici smo navajeni kritike opozicijskih strank, to sta stranki, ki so nas konec koncev želeli prepovedati, tako da se ne bi ozirala na to, kar počnejo oni. Bi pa omenila, da ena izmed zavez, ki smo si jo dali na začetku, ki pa konec koncev izhaja tudi iz našega preteklega delovanja, pa je spoštljiv diskurs, spoštljiv politični diskurs, konec sovražnega govora in napadanja drugače mislečih. In tukaj je tudi pomemben korak naše vlade pri politični kulturi. Po drugi strani pa seveda so stvari, ki absolutno ne morejo biti narejene čez noč, in tako je tudi prav, ker na ta način bodo narejene temeljito in v dialogu. Mi smo se lotili plačne reforme in plačna reforma je nekaj, kar terja najširši konsens vseh deležnikov in tudi ljudi, in seveda je zato tudi potreben čas. Ampak že zaveza recimo temu, da je enka je minimalka, torej da ne bo več plačnih razredov pod minimalno plačo, je nekaj, kar je bila dolgoletna želja. Ni pa seveda to tako enostavno pretvoriti in tudi te stvari grejo počasi koncu, sej pa vendarle smo na polovici mandata. Tako da, če pogledamo stvari iz koalicijske pogodbe, lahko rečemo, da smo na zelo dobri poti. Določene stvari absolutno trajajo dlje, kot smo mislili, določene stvari in kakšni podsistemi pa žal, ko smo dvignili kakšen kamen, so bili v mnogo slabšem stanju, kot se je zdelo prej. So pa stvari v tej državi, ki delujejo odlično, predvsem na podlagi ljudi in njihovega dela, ki pa seveda tudi daje pogum in voljo za to, da vsi skupaj delamo še naprej. Hvala. Minister Han? Ja. Mogoče imam največ političnih izkušenj, najdalje sem v politiki, zato se ne bom ukvarjal z opozicijo, ker del opozicije pač kontrolira oblast, koliko smo mi delali prej, oni delali zdaj, in je pač te procenti, koliko smo izpolnili koalicijsko pogodbo, so manj pomembni. Dejstvo je eno, kar se tiče koalicijske pogodbe. Noben, ko smo podpisovali koalicijsko pogodbo, nismo vedeli, da bo energetska kriza, nismo vedeli, da bojo poplave, in seveda ogromno resursov, bom rekel, in finančnih in tudi človeških, zato ker je bilo treba delati, smo usmerili v reševanje teh problemov. Če ne bi to naredili, preusmerili te zadeve, rezultati ne bi bili takšni, kot je. In ja, verjetno so kakšni deli koalicijske pogodbe, ki pač ne bodo ali pa niso izpolnjeni. Kar jaz vidim, kje je za moje pojme kot socialdemokrata, kje smo naredili mogoče manj, kot bi lahko, pa nič ne stane, je socialni dialog. Bistveno več bi mogli narediti na socialnem dialogu, in to jaz govorim zmeram. Vlada je tista, ki mora kak korak več stopiti nazaj, kot drugi partnerji. To je moje osebno mnenje, ki ga zmeram povem javno, in zato sem tudi znotraj resorja poskušal vendarle ta socialni dialog narediti, ampak smo na pravi poti in verjamem, da bomo lahko dosegli cilje, ki smo ga. In druga zadeva, ki jo vidim jaz kot mogoče napako, in smo jo že večkrat priznali, smo v prvi polovici mandata naredili neke napake pri zdravstvu. Tisto, kar smo v zdravju denarja na nek način skumulirali v zdravje, ni dali rezultate. Zato je danes ta izhodišče, ki jih je predstavila ministrica, grejo v pravo smer. In verjamem, da lahko nadoknadimo tisto, kar smo mogoče v 2 letih zamudili. Zdaj pa bo vprašanje v angleščini, ki ga bo zastavil novinar, ki je prišel iz Pariza, tako da prosim za razumevanje. Please introduce yourself and you may ask the question. Okay. Hafez Meribah, Al Jazeera correspondent from Paris, Al Jazeera Arabic. So I will ask in English, and I will be thankful if you can answer me in English, perhaps. So very quickly, why Slovenia is taking this decision today? Is it trying to push forward peace? And second question, what are you calling for in Gaza now with the war continuing? And quickly, a third question, how are you looking to Israel's reaction towards your decision?
Okay, first, I'm not aware of any reaction yet, so I cannot comment on that, but nevertheless, today's decision has one message to both sides, to immediately seek for ceasefire and immediately release all the hostages. So we want to address both sides on one hand, but we also recognize that it is the only solution forward is the solution of peace through two-state solutions. If we want to implement two-state solution, recognize the independent and sovereign state of Palestine is a natural step. It's the first step. It doesn't stop here. Lots of work ahead of us, but it is a necessary step that we have to take. And that's the reasoning behind our decision. It is a message of peace, not a message against anyone, especially not against the state of Israel. It is a message to all parties. Let's stop the hostilities and let's start looking for a sustainable peace solution. Hvala lepa. Rok Šuligoj, potem pa Uroš Esih. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Tudi jaz imam vprašanje na priznanje Gaze, na priznanje Palestine in sicer zanima me, kako je danes na vladi pravzaprav ta debata potekala. Zagotovo ste bili soglasni, to je že iz vseh preteklih izjav jasno. Kaj ste povedali, kaj je povedala ministrica za zunanje zadeve, kako je potekala debata? Večina razprave je bila namenjena oceni stanja. Na eni strani oceni stanja na Bližnjem vzhodu, oceni stanja v Gazi, oceni stanja med različnimi skupinami držav, spravi na mednarodni zunanji politični sceni. Ta del je podala ministrica Fajon, drugi del je bil povezan z možnimi posledicami, oceno posledic za Republiko Slovenijo. Obe dve razpravi sta bila pod znako tajnosti in žal jih ne moremo razkrivati in jih tudi sam ne bom. Razprave so bile zelo konstruktivne, hkrati smo pa tudi na podlagi teh dveh ocen prišli do ponovnega zaključka, da je danes priznanje edini logičen korak, ki ga lahko kot vlada, ki ga lahko in ki ga moramo kot vlada Republike Slovenije naredimo. In smo ga potem to odločitev tudi sprejeli, seveda, brez glasu proti. Uroš, potem pa predaj, prosim, Karlari. Zanima me, če kaj obžalovanja na vladi, da vladi vendarle ni uspelo priznati Palestine skupaj za to prvo skupino držav, ki so priznali to v torek. To je kar v bistvu komaj 2 dni nazaj. Bivši predsednik republike mnenja, da bi bila to priznanje skupinsko, v tej prvi skupini bi Sloveniji dalo pač večjo odmevnost. Vemo, ta skupina je tudi ugledna, kot pravi, ima svojo pač diplomatsko zgodovino na tem področju, zgodovino mirovništva. Tisto, kar šteje, je, da je danes vlada priznala Palestino in tisto, kar šteje, je, da smo tega nismo naredili čez noč, ampak da o tem komuniciramo z našimi zavezniki in podobno mislečimi državami. Vse od februarja letos. Vsi koraki so bili večkrat predebatirani in temeljito predebatirani, ne samo znotraj slovenske politične koalicije, ampak predvsem z našimi zavezniki, tako iz strani konec koncev Evropske unije, zahodnega sveta, kot tudi arabskih držav. Jaz se še vedno prepričam, da smo se odločili pravilno in vam povedal zakaj. Ko je zaradi izrazitega poslabšanja razmer v Rafi čez vikend in tudi ko smo ugotovili, kakšen je tempo druge skupine držav, za katero da že vemo, kdaj se bo poskušali približati rešitvi, ko je prišlo do tega spremenjenih okoliščin, bi se mi z lahkoto odločili, da se pridružimo prvi skupini. To je bil ponedeljek. Mi smo pred prvo skupino začeli naš postopek. Mi smo 9. maja sprožili postopek priznanja na vladi. Preden se je katerakoli od držav z prve skupine v resnici naredila prvi formalni korak. In mi smo imeli vse možnosti na tem svetu, zato da se izognemo vtisu, da nekaj počnemo sami ali pa nepremišljeno, bi se lahko pridružili. Pa se nismo hoteli, ker hočemo ostati pošteni posrednik. Pošteni posrednik med vsemi tistimi državami, ki morajo narediti korak naprej, da se bo lahko rešitev dveh držav dejansko izvedla. Mi hočemo ostati pošteni posrednik med na eni strani pro-palestinskimi, na drugi strani tudi pro-izraelskimi državami. In to je razlog, zakaj smo se odločili, da gremo mogoče na videz po bolj trnovi poti, če hočete samostojni, ampak je ta pot tista, ki daje
znotraj Združenih narodov, državi kot je Slovenija, daleč največjo težo. Bistveno večjo, kot če bi naša stališča zlili s prvo ali drugo skupino. Tako da, zavestna odločitev, popolnoma premišljena in ne zapiramo vrat na nobeno stran. Lara Draškovič, jaz bi se vrnila spet na polčas mandata. Prej ste govorili o tem, da so dosežki enega ministra dosežki celotne vladne ekipe, vendarle pa se v 2 letih kar nekaj ministrov pri vas zamenjalo. In me zdaj zanima, kako zadovoljni ste trenutno z ministrsko ekipo in ali morda spet razmišljate o kakšnih menjavah. Najprej naj povem, da ministri, ki so se menjali, so za vse menjave obstajali razlogi in ne dosežki. Ko rečem, da se vsi kot ekipa skupaj veselimo dosežkov kateregakoli ministrstva, ker jih jemljamo kot svoje, mislim s tem iskreno. Nenazadnje ste lahko pri prezentaciji rezultatov opazovali, da nihče ni našteval rezultatov po strankah. Še najmanj jaz. Zato ker verjamem, da je vlada skupna. In verjamem, da mora taka tudi ostati. Glede bodočih zamenjav, ne v tem trenutku ne razmišljam, kar pa ne pomeni, da se to ne more ponoviti, pa ne zaradi tega, ker bi o tem kdo razmišljal, ampak zaradi tega, ker vsak od nas kot politik se pač zaveda svoje odgovornosti do svojega dela in vsak od nas se zaveda tudi tega, da lahko pride na tej poti njegovi do pač zdrsa. Jaz ti želim, da ne bo nobenega zdrsa in da bomo lahko nadaljevali čim dlje v zasedbi, kot jo poznamo danes. Ampak prihodnost in kristalne krogle nihče nima in prihodnost je vedno negotova. Dotaknila bi se še kampanj, ki trenutno potekajo, čez dober teden referendumsko odločanje. Vaša stranka je pobudnica vseh 3 referendumov, nagovarjate volivce seveda za, kot smo razumeli. Enkrat ste zaupnico volivcev že dobili na referendumskem odločanju. Ali ocenjujete, da se bo to zdaj ponovilo in kako hitro potem računate, da boste že začela vlada z uresničevanjem teh vprašanj in reševanjem, ki jih zdaj odpirate? Pa potem še drugo vprašanje. Predsednik SDS je na današnjem odboru izpostavil, da ste v včerajšnjem soočenju vi dejali, da glede vprašanja o rabi konoplje za osebno rabo še ne veste, kako boste glasovali. Ali to drži? Najprej na to zadnje, jaz vam predlagam, da si ogledate posnetek v celoti in da ne bom interpretiral ne njegovih, še manj mojih besed, vse bo javno objavljeno, tako da se boste prepričali sami o tem. Kar se pa tiče kampanj, drži, Svoboda nagovarja vse volivke in volivce, prvič, da se v čim večjem številu udeležijo tako referendumov kot evropskih volitev in da nagovarjamo jih, da glasujejo 3-krat za. Vsi 3 referendumi so izrazito moralno-etična vprašanja. Ne gre za zakonodajo, ki bi jo sprejela vlada ali koalicija, zato govoriti o zaupnici nima smisla. Res pa je, da mi izražamo naše vrednote skozi te 3 referendume. Želimo povedati, da smo za osnovno človekovo dostojanstvo in da je treba človeka zaščititi tudi pred iztekom njegovega življenja, ko si moče sam ne more več pomagati in ko je zdravstvena tehnika odpovedala. Želimo povedati, da smo za to, da se konoplja za medicino, za medicinsko uporabo v Sloveniji lahko ne samo uporablja, ampak tudi prideluje in želimo povedati zelo nedvoumno, da smo za to, da imate volivci in volivke pravico izbirati s preferenčnim glasom, kateri osebi na listi stranke imate do njega največje zaupanje. Kar se pa tiče rekreativne, zato da ne bi stalo, da se izogibam, jaz sem povedal, da sem do tega zadržan. Gre za popolnoma osebno odločitev, vsak se bo odločil, tako komu bo ustrezalo, ne bom nagovarjal nikogar ne v eno smer, ne v drugo, naj se ljudje odločijo, ali smo kot družba že zreli za to, ali pa imamo glede tega zadržke. Ne bom izkoriščal, če hočete, moralne pozicije predsednika vlade, da bi na tem področju svoje osebno mnenje vsiljeval komorkoli. Žiga Bonča, potem je pa še Gregor Danovšek prosil za besedo, tako da Žiga. Žiga Bonča, Pop TV, mene pa zanima, ker ste v uvodoma rekli, da je ta vlada prinesla pravzaprav neko normalizacijo da se strinjate s tem. V državo. Me sem zanima, nisem izrazil svojega stališča, me sem zanima, torej kako ocenjujete stanje duha zdaj v družbi, vseeno pa vidimo, da prihaja do nekih organiziranih, samooklicanih vaških straž in tako naprej. Kakšen je vaš komentar na te pojave in stanje v družbi?
A dam besedo, ne da se izogibam, ampak ne stopamo vidno. Če lahko mogoče sam na moj pogled. Jaz mislim, da vlada v državi neka histerija, ki ni nobene potrebe. Govorimo tudi pri raznih stavkah in tako naprej. In to sem mogoče rekel, da je ta pomankanje socialnega dialoga mogoče ena, za moje pojme, en pogled nazaj. Kar se tiče pa vaških straž, tu pa zavračam. In upam, mi imamo v Sloveniji dobro policijo, mi imamo v Sloveniji vojsko, mi imamo v Sloveniji vse pravna država funkcionira in tu bi se navezal in ta pravna država absolutno funkcionira in v Sloveniji ni prostora za nobene vaške straže ali pa uklicane vojake, policiste, ki bi zdaj patrolirali po Sloveniji in nagajali migrante nazaj. Mi imamo dobro zakonodajo, dobro državo in se mi zdi to čist brez potrebe in to absolutno zavračam. Ministrica? Ja, to je izraz popolnega sovraštva, tudi spodbujanje nasilja nad sočlovekom, kar pa je resnično žalostno, je pa, da je tudi podprto strani določene skrajno desne politike v Sloveniji in to je pa tisto, kar seveda je nekaj, čemur se upiramo. Naša vlada se je zavezala tako da se bori proti dezinformacijam, lažnim informacijam in sovražnemu govoru na spletu, v političnem diskurzu in v vsakdanjem življenju. Takšni izrazi, ki seveda so izrazi drugače mišlečih in družba je sestavljena iz različnih mnenj, vendar to ni izraz različnega mnenja na nek dostojanstven in kulturen način, to je izraz sovraštva in pa tudi spodbujanje nasilja, kar v družbi danes ne sme imeti mesta. Če pogledamo, kaj se dogaja po svetu, ne glede imamo vojno v 21. stoletju tudi v Evropi, in kar pravzaprav more politika in mislim, da naša vlada to tudi uspešno dela, je seveda družbo umirjati in jo voditi skozi nek spoštljiv diskurs iskanja kompromisov najboljšega za vsakega prebivalca. Takšne stvari pa ne smejo imeti mesta in resnično me žalosti, da po vsem tem, kar smo videli v času prejšnje vlade in tudi konec nekega življenja nad posameznikom, da se sedaj dogaja ponovno, mi je nezamisljivo in verjamem, da velika večina ljudi tega absolutno ne podpira, ne glede na politično orientacijo. Še predsednik? Po vseh mednarodnih raziskavah Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu. Najvarnejšimi državami na svetu. Posnetki, ki smo jim bili priča, so namenjeni samo eni stvari, ustvarjanju sovraštva in hujskanju ljudi proti drugače barvnim, drugače razmišljajočim iz druge kulture. Taki posnetki, taki pojavi, niti niso vse splošno prisotni, zato bi res prosil, da se o tem ne piše, kot da gre za nek pojav družbeni. Gre za popolno, ampak res, popolno, če hočete, nevzdržno dejanje peščice posameznikov, ki sicer zdaj v predvolilnem času spodbuja in hujska sovraštvo med ljudmi. To najostreje zavračamo, pristojne inštitucije so na delu in verjamem, da bojo ustrezno ukrepale. Kar je pa ravno tako sprevržno, če me ne vprašate, pa da s temi istimi posamezniki danes kandidati največje opozicijske stranke prosto, večurno opravljajo razgovore kot med prijatelji. Meni je pa to tisto, kar dejansko odpira oči. Odpira oči, s kom imamo opravka. Odpira oči, da to, kar smo videli pred 2 leti, se mogoče, če se bo ponovilo, bo samo še hujše. Ker danes nimajo več nobenega sramu. Danes odkrito nastopajo z nasilneži, ki vežejo druge ljudi na stebre. A to je to, kar lahko pričakujemo od njih, če bojo spet kdaj na oblasti. A to je to, kar bojo zagovarjali v Evropskem parlamentu, te ljudje, ki kandidirajo za Evropski parlament. Mene je sram. Mene je sram, če taki ljudje pridejo v imenu Slovenije v Evropski parlament. In jaz mislim, da je prav, da Slovenija reče takim ljudem ne.
In upam, da bo to sporočilo prišlo do ljudi. Gregor. Samo še dopoldne so okoljski nevladniki v bistvu pozvali vašega državnega sekretarja, gospoda Levičarja, torej sekretarja za nacionalni jedrski program kot stopu, ali pa tudi vas pozvali, da ga v bistvu razrešite, ker mu očitajo, da vodi projekt JEK2 le v interesu političnih in gospodarskih elit. Kaj jim sporočate? Prvo, projekt JEK2 je zelo pomemben projekt za energetsko in tudi sicer prihodnost Slovenije. Zato smo se odločili od prvega dne, da ga bomo peljali transparentno. Zato, ker ga peljemo transparentno, se danes 6 mesecev pred referendumom, spravi imamo dovolj časa, začela razvijati in odvijati zelo široka javna razprava. Ena od nalog državne sekretarje je tudi ta, da poskrbi, da bojo odnotraj te javne razprave na razpolago vsi relevantni podatki, da se bojo lahko ljudje kvalificirano odločali na tem vprašanju. Še 6 mesecev imamo časa in 6 mesecev ima nalogo, ki je zelo jasna, najmanj. Če bo rezultat pritrdilen, pozitiven, potem bo njihova naloga se nadaljevala, sicer pač ne. Kar se pa tiče konkretnega primera, moram reči, da sem pridobil pisno komunikacijo in se ne bom spuščal v krivdo posameznikov. Ta komunikacija vam je na razpolago. Kdo ni prišel na sestanek, kdo je vabil, obrnite se prosim na PR, vam bojo dali na razpolago. Prepričajte se iz pisne komunikacije in ne spet, kdo je kaj rekel. Najlepša hvala. Vidim, da med vami ni več vprašanj, tudi prek spleta se edina ni priglasila k besedi. Zahvaljujem se vam, da ste bili z nami. Ob odhodu lahko tudi že posnamete na pročelju naše stavbe palestinsko zastavo. Sem želim lep dan in uspešno v prihodnjem letu. Nasvidenje. Srečno, hvala.